Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, na tokratnem klepetu na kongresu gostimo očeta in sina. Prihajata z Goriške, to sta gospod Karlo in pater David Brešani. Lepo pozdravljena. Gospod Karlo je predsednik konference Svetovnega slovenskega kongresa za Italijo, pater David pa je jezuit in deluje v Dravljah v Ljubljani. Za začetek predlagam, da se preselimo približno 30 let nazaj v čas priprav na osamosvojitev Slovenije. Kako se morda tega spominjata? Kako sta bila morda tudi sama vključena v to? Ja, jaz sem bil vključen, kolikor sem bil član stranke slovenske skupnosti, že od vsega začetka. In kot tak pač smo imeli, torej stranka ali pa tudi osebno jaz, to smo imeli več stikov s takratnimi osebami, ki so bile v središču naše pozornosti na Goriškem, pa tudi z Tržaškega. Recimo nekaj primerov bi povedal. Smo že v tistih letih 90 ali pa še prej, verjetno, smo povabili v Gorico gospoda Omana, že pokojnega Omana, ki nam je kot prvi povabil v Gorico, z tistega časa pa vedel pravzaprav, nam je povedal pravzaprav, zakaj se gre, razumete. Mi smo si vedno želeli, bi rekel, Slovenijo, samostojno, demokratično Slovenijo, ampak to so bili prvi stiki, ki smo jih imeli z nekom, ki je živel te trenutke. Drugi tak obisk je bil tudi zelo pomemben, je bil obisk Lojzeta Peterleta. Smo ga povabili na eno slavnostno večerjo, samo da bi pobrali nekaj denarja, mislim, v podporo predvsem krščanskih demokratov takratnih. To je eden, veliko drugih primerov, recimo še enega se spomnim, ko smo zaključili to kampanjo, volilno kampanjo za deželo, Furlanjo-Julijsko krajino, smo povabili celo Janeza Janšo, on je imel zaključni govor v Doberdobu naše kampanje in to nam je dobro sledilo, ker smo izvolili enega našega predstavnika v sam deželni svet. In to je bilo eno takih, recimo nekaj takih primerov. Seveda imam še tudi druge primere, recimo, ko sem osebno, sem jaz ali pa s kolegi, vedno pripadniki stranke slovenske skupnosti, smo prihajali v Ljubljano, recimo. Spomini pač so taki, malo verjetno je že postalo 30 in več let, samo se jih spomnim, kako smo v sami skupščini so nas lepo sprejeli, recimo, to je eno. Drugič pa, ko smo prehajali z avtom, so nas ustavili v Ajdušni. Zakaj to? Ker so bombardirali z letali na nos, to je bil tako, recimo, jedna taka točka, mislim, zelo pomembna točka na nosu, smo si imeli dolg krog in tako naprej. To so spomini, ki nas tako, rekel, v tistem času so nas pravzaprav so nas osvetili, umisliti in povedati pravzaprav, kaj se gre. Seveda, mi smo si, kot sem že povedal, smo si vedno želeli samostojno Slovenijo, ker sem bil vedno prepričan, da Slovenija pripada Evropi, da Slovenija mora postati demokratična, razumete, in v tem smislu, to je bilo za nas vse, to bi zdaj za nekaj je za začetek. Ja. Pa vi, pater David? Ja, kot ste rekel, jaz sem pater David, jezuit, delujem v Dravljah, in ravno tisto leto sem vstopil jezuitom. Sicer jeseni leta 90. To so bili zadnji meseci pred referendumom, ki je bil decembra. Tako da sem doživljal, sem bil v Mariboru 2 leti pol in torej sem bil prvo leto, če tako rečem, v Sloveniji
In se je pa zgodilo, da konc maja, oziroma že ves maj smo takratni novinci v Mariboru šli v Italijo skupaj z kolegi iz italijanskimi novinci in smo preživljali poletje, oziroma tudi tako neko, karitativno delo v bolnici smo delali takrat. No, in pomagali kot prostovoljci. No, in vse to se je takrat dogajalo, tako da sem pa iz Italije gledal po televiziji, smo novice sledili italijanske, in takrat se je veliko o tem govorilo, o tem dogajanju. Tako da sem zapustil Maribor, se spomnim novicijat, ki je bil obdan od vojašnic, bivše jugoslovanske vojske. Sem se vrnil nekje sredi avgusta, ko so te vojašnice se praznile. Sem gledal, kako so odhajali vojaki. Gotovo je bilo dogajanje pestro, intenzivno in nekaj posebnega, novega, kot zamejski Slovenci. Torej, jaz nisem bil tako pleten, če tako rečem, političnega, direktno, vsaj ne v političnih krogih, vendar nekaj posebnega, ker smo vedno čutili Slovenijo kot matično domovino in da ji pripada en prostor, tako ena identiteta in prostor tudi v mednarodnem razsežnosti in krogih. Gospod Karlo, Slovenija je potem postala samostojna država, potem tudi članica Organizacije združenih narodov, Evropske unije, NATO. Kako je to vplivalo na položaj slovenske skupnosti na Goriškem? Poglejte, brez dvoma je to, torej za nas zamejce, to je bil velik dogodek. Ne. Po tolikih letih, ne, recimo od 45 pa do 90, smo končno, ne, smo nekaj začutili, da imamo neko oporo tudi, ne, ker do 90 let smo imeli zelo nelagodna občutja. V Italiji so nas gledali kakor tujce ali pa kakor komuniste, razumete, ker za Italijane smo bili vsi komunisti, vsi Slovenci so bili komunisti, ker smo se naslanjali na takratno Jugoslavijo in torej na takratni režim. Seveda, v letu 90, to se je popolnoma vse spremenilo, smo postali bolj ponosni na nas, na to, da smo Slovenci, sicer v manjšini, ampak to ponos nas je gnal brez dvoma, da smo ne samo se izpostavili tudi, nekateri tudi, ker pač so imeli take posle in tako delo, ni pašalo prav, recimo, italijanske skupnosti, ne? To tudi, to moramo povedati. Ampak v glavnem za nas je bil zelo pomemben trenutek, zelo pomembni dnevi, lepi dnevi veselja in bi rekel vriskanja tudi, ne? Zdaj, da je Slovenija postala, bi rekel, član Združenih narodov, to je nekaj zelo velikega, ne? Noben od nas bi si pričakoval do tistega leta, da se bo kaj takega zgodilo. Seveda, jaz bi verjetno bolj podčrtal dejstvo, da je Slovenija postala član Evropske unije, ne? To je sedež sedež imamo v Bruslju, torej smo bližji in tako naprej. In mislim, da je tudi za Slovenijo to postalo zelo pomembno. Od takrat se je o Sloveniji veliko govorilo tudi v italijanskih političnih krogih. Jaz se spomnim, da smo prišli enkrat na obisk z italijanskim ministrom, da si je on prosil, ker o njemu se ni niti sanjalo, da bi se kaj takega zgodilo. Sploh, recimo, malo morda pretirano, ampak ni vedel sploh, kje je Ljubljana. Zunanji minister naš, se imenoval De Michelis. In takrat sem s prijateljem Trpinom sva ga pripeljala v Ljubljano in se je prvič tako spoznal. To je eno.
Kar se tiče Evropske unije, ne, brez dvoma je bilo, to je bilo. Kar se pa tiče NATO, pač, to je NATO je bila torej združena, bi rekel, vojska, ne, zapadnega in svobodnega sveta je bilo to, ne, brez dvoma, ne. Velik korak, ki ga je Slovenija pripravila takrat, je bil ravno ta, ne, da se je od nekega bloka, ki je bil tam nekje v sredi, mislim, političnega dogajanja, se je enostavno preselila v demokratski svet. To je dobro. Kako ste vi, pater David, ki ste bili razpeti takrat v Mariboru, pa najbrž kasneje potem tudi v Rimu, v Italiji, kako ste videli to perspektivo Slovenije z teh različnih zornih kotov? No, če se navežem na to, na vprašanje tudi Slovenije v Evropi, bi rekel, na nek način je padla meja, ne? Neka meja, neka vrsta meja, ki je bila morda z nekaj vidika težka, ne? In se je vzpostavljalo v tem področju, na Goriškem in tudi na Tržaškem, neko sožitje, bolj sproščeno, ki je bilo tipično po moje pred Prvo svetovno vojno, no? Za vse ljudi, ki so na tem področju živeli. Ne? Tako, razpet, no, tukaj tam jaz mislim, da jaz sem zelo vesel, kako so se dogodki razvijali. Mislim, da danes Slovenija je priznana, se ve, kaj je Slovenija, tudi v Italiji, ima eno identiteto, en glas, bi rekel, ne, v tem mednarodnem dogajanju. Osebno, ne glede na to, torej vojna, ki je bila na Balkanu, upam, tudi si želim, da bi tudi druge države, ne, počasno se Hrvaška je in še druge, prišli v ta kontekst tako mednarodnega dogajanja evropskega, ne. Tako vse so, ampak tudi v smislu mej in priznavanja. Morda rečemo še kaj o tem odnosu Slovenije in Italije do skupnosti na Goriškem. Kako se je to morda spremenilo? Takrat se je res marsikaj spremenilo, kot sem že prej povedal, ne, v Gorici, ampak če govorim o Gorici, to velja tudi za Trst, recimo, ne, Trst, to je za Benečijo, pač tipično slovenska pokrajina, ne. Brez dvoma se je to spremenilo, začeli so nas gledati, bi rekel, v začetku morda s zanimanjem, ne, ampak potem so se tudi stiki nekako normalizirali, ne, smo postali enakovredni drugim, to brez dvoma je bilo to, ne. Ravno od tistega leta so se tudi, recimo, razmere med Italijo in Slovenijo zboljšale, ne, kar je, torej, in mi smo nekako živeli v tem trenutku, ne, tudi naš položaj, mislim, kot Slovenci se je zboljšal, ne, gotovo je bilo pozitivno to, kar se je takrat dogajalo in se je zgodilo v Sloveniji, ta preobrat, popolno preobrat. Jaz vem samo to, da še to povem, sem bil takrat tudi član Državnega sveta klinikov v Rimu, ne, in vsi so hoteli vedeti, kaj se dogaja, ne, na Goriškem in tako naprej, ne. Jaz sem vsakemu članu, mojemu kolegu, prinesel košček kamna, ne, ki pa je bil neka vrste meja, ne, med Gorico in Novo Gorico, kot spomin, ne. To ni bil košček Berlinskega zidu, ampak recimo v malem pa je imel ta pomen, ne. Tako da tudi v Rimu so na to pazili, brez dvoma, ne, so me, bi rekel, ne že bolj poštevali, ampak ker tam so bili kolegi, smo bili vsi kemiki in v redu to, ne. Tudi tam se je to spoznalo, ne, brez dvoma. In vi, pater David, kako vidite ta odnos Italije in Slovenije do slovenske skupnosti? No, jaz mislim, da je, torej, slovenska skupnost je zaščitena, ne, čez mejo, ima svoje pravice
priznana kot manjšina. V Italiji so 3 manjšine priznane, ne, slovenska, nemško govoreča pa francoska, tako da ima en status. Mislim, da imamo precej tudi v smislu organizacije in struktur, veliko dejavnosti, imamo šole, kulturne krožke, športne, celo v politiki, ne, se udejstvujemo na krajevni ravni. Pozitivno, verjetno se da še marsikaj izboljšati, dodati. Mislim, da pa eno bistveno vprašanje je to, naraščaj. Torej, tako Italija kot Slovenija sta po prebivalstvu stari državi, ne bi rekel starejši, no, vsaj če primerjavi z drugimi. Ti kraji obmejni pa toliko bolj, za manjšino pa še to toliko bolj občutljivo, ne. In mislim, če gledam, to je bistveno eno temeljno vprašanje za obstoj, daljnoročno, za obstoj manjšine, ne, tako bi rekel. Tukaj je vprašanje, gotovo manjšina je priznana, ima status in podporo, bi rekel, dobro, lahko še izboljšamo, ampak je, to pa je. Mislim, da ste dali poseben izziv za vse, zdaj ob koncu tega pogovora. Hvala lepa obema za današnji obisk in za klepet na kongresu. Hvala tudi vam. In tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, najlepša hvala za pozornost. Naša gosta sta bila gospod Karlo Brešani in pa pater David Brešani. Prihajata z Goriške, pater David zdaj deluje kot jezuit v Ljubljanskih Dravljah. Hvala za spremljanje in vabljeni znova k pogledu naslednjega klepeta na kongresu.